Pozdravljeni v novem IQ&A-ju 2.0. Danes bom razlagal o tem, o notranjem otroku in kako je dihanje povezano z notranjim otrokom v tem kontekstu na negativ način oziroma kako neurejen notranji otrok oziroma notranji otrok, nad katerim nimamo nadzora ali pa zavedanja, da obstaja, vpliva na dihanje in seveda potem tudi na vse ostalo, kar delamo v življenju, ker je itak vse povezano z dihanjem. Večina ljudi, ko rečemo notranji otrok, predvsem pomisli na nekaj psihološkega, da je to psihološka tema, nekaj, o čemer govorimo skozi spomine, čustva, zgodbe v otroštvu. Dejansko pa se notranji otrok pokaže prej, kot ga pa lahko razumemo oziroma se zavemo tega, in ga lahko vidimo in čutimo predvsem v telesu, ker tam tudi je. Pokaže se v tem, da se nam spremeni dihanje, da se nam napne trebuh zaradi tega, ker imamo strah pred nečim, česar bi se recimo otrok bal, odrasla oseba pa se ne bi. Ali pa da napnemo trebuh zato, da zadržimo določen čustven izraz ali pa izražanje, čustven vpliv, ki bi pokazal, da se vedemo otročje, da se odzovemo kot da smo otrok, čeprav imamo na zunaj odraslo telo. In predvsem pa v tem, da taka oseba ali pa telo te osebe ne zna popustiti kronične pripravljenosti, ker je zaradi tega, ker ima notranji otrok preveč vpliva na njegovo življenje, ki ga pa živi kot odrasla oseba oziroma ne bi ga živela kot odrasla oseba, tako da je skozi v nevarnosti, skozi v tem, da mu nekdo drug nekaj naredi ali pa da on sam zaradi tega nezavednega vpliva notranjega otroka naredi sam nekaj neodraslega, neodgovornega, nezrelega in s tem seveda ustvari negativen vpliv na okolico, ki se pa seveda potem tudi negativno odzove nanj. Ravno zato ta notranji otrok, ko ga običajno imenujemo, ni nekaj, kar je ostalo v preteklosti, ampak je dejansko živ del človeka v njegovi notranjosti, ki v določenih okoliščinah vpliva na njegov dih, njegov mišični tonus, s tem vpliva seveda na njegovo držo, glas, način, na kak ga vzpostavlja ali pa ohranja stik ali pa prekinja stik z drugimi, z okoljem. In tak človek potem ne diha samo s pljuči, ampak so zgodovino svojega prilagajanja v preteklosti in zato se tudi ta notranji otrok zelo lepo in običajno tudi najprej tistemu, ki ga ima, pokaže, ko analizira in spremlja svoje dihanje. Ko govorimo o notranjem otroku iz IQ perspektive, iz IQ pogleda, ne govorimo o neki sentimentalni podobi ali pa o nečem, kar je namenjeno terapevtskim pogovorom, ampak govorimo o delu some, delu tega človeka, delu njegovega živčnega sistema, ki se je v preteklosti moral prilagoditi, da je takrat preživel. In je ta prilagoditev trajala dovolj dolgo ali pa je bila dovolj dolgo koristna, da se je spremenila v kronično, v podzavestno. In recimo, če je morala oseba kot otrok biti tiho, bo seveda tudi kot odrasla oseba težko sprostila glas, imela avtentično, spontano govorico, ampak lahko se naredi ali pa njegova spontanost in avtentičnost je v bistvu umetna in zahteva ogromno energije in potem to osebo seveda, ko je takšna, ko se trudi imeti sproščen ali spuščen glas, spuščen kot da je bil spuščen ven iz njega, ima to seveda se na to odzove utrujajoče, pretirano. In če recimo oseba kot otrok morala skrivati svojo jezo, bo tudi v njegovem odraslem telesu ta notranji otrok to jezo držal v mišicah, v zategnjeni čeljusti, v napetem
ledvenem delu hrbta, trdem prsten košu. Če je morala oseba kot otrok biti recimo pridna, mirna, koristna, nevidna, bo tak odrasel danes ne bo mogel dihati svobodno in polno, in ko ga učim AEK dihanja ali pa ko sodelujem na programih AEK dihanja, dejansko lahko opazi, kako se telesno na dihalni modul, ki sprošča, odzove tako, da je še bolj napet, še bolj živčen, še bolj utrujen, in da po takem modulu, namesto da bi se počutil bolje in bolj sproščeno, se počuti slabše, bolj napeto, bolj živčno. Kar seveda kaže, da je v njemu nekaj, česar se ne zaveda. Ampak to seveda ne pomeni, da gre tukaj za preteklost v obliki zgodbe, ampak gre za vpliv preteklosti na sedanjost in kako se vzorec iz preteklosti ponavlja v sedanjosti, kar je osnova funkcije podzavesti, če gledamo iz AEK logike, ker podzavest je namenjena tem, da preteklost predstavlja v prihodnost in s tem prihodnost naredi predvidljivo. In seveda, če hočemo imeti preteklost v prihodnosti, jo moramo v sedanjosti izvajati. Tako da notranjega otroka pri AEK-ju ne gledamo kot zgodbo, ampak kot način, da telo še vedno drži življenje, da se bori za preživetje, čeprav je oseba danes v odraslem telesu in bi lahko na odrasel način urejala stvari, ki jih takrat, seveda, ko je bila v otroškem telesu, ni mogla na tak način, ker pač to fizično ni bilo mogoče. In pomemben pojem pri razumevanju notranjega otroka z AEK perspektive je senzorno-motorična amnezija in senzorno-motorična zastrtost. Če preprosto povem, to pomeni, da telo nekaj čuti, zavest pa tega dejansko ne zazna dovolj jasno ali pa ne zna povezati to, kar čuti, z vzrokom, zakaj to čuti oziroma od kje prihaja vpliv, da to čuti. In oseba seveda na ta način skozi SMA pa SMZ ustvari iluzijo, da je vse v redu, medtem ko recimo ima telo v zakrčenosti stare rešitve, ki je bila takrat pač mogoče edina možna ali pa za takratno telo, otroško telo, optimalna. Zdaj, ko imamo pa odraslo telo, pa ni več seveda optimalna in bi jo bilo treba osvežiti, nadgraditi, kar pa seveda podzavest preprečuje. SMA preprečuje in SMZ preprečuje. Namen AEK je ravno to, da na različne načine zmanjšujete SMA pa SMZ, da lahko začutite, dojamete, da niste otrok, čeprav se vedete kot otrok, da imate odraslo telo, in seveda bolj, ko povečujete vpliv telesa na vašo zavest, bolj se zavedate, da kdo ste tudi na tej ravni, in potem ta notranji otrok postaja vedno bolj odvečen oziroma neprilagojen vzorec, ki je v preteklosti bil primeren ali pa najmanj slab, danes je pa v bistvu nadležen, odvečen in tudi seveda škodljiv, ker tako vedenje seveda potem vodi v neučinkovitost reševanja problemov, ker vodi v to, da napake ponavljamo, ponavljanje napak vodi pa v kronična stanja bolečine in bolezni. Tako da dejansko taka oseba v sebi nosi en star odgovor, en star vzorec, ki mu je pa takrat moral ali pa mu je bil ali pa je prevzel ga od svojih staršev postati tako normalen, da ga ne prepoznava več kot zastarelega ali pa starega. In to je en od razlogov, da ljudje tako dolgo ne razumejo ponavljajoče se težave in vzroke za kronična stanja, ker ta vzorec, ki ga nosijo v sebi, se jim zdi kot del njih, dejansko gre pa za staro prilagoditev in seveda glavno zato je problem, ker ta notranji otrok, kakorkoli obračamo, dejansko ne govori z besedami, ampak govori z gibanjem, dihanjem in obliko telesa, in zato ga nekdo, ki ima SMA pa SMZ in ima zaradi tega omejen vpogled, stik in razumevanje svoje telesne govorice na zavestni ravni, enostavno ne razume, kaj mu telo govori, in seveda zaradi tega niti ne more najti primernih rešitev, ker išče
težavo ali pa misli, da je težava na drugem mestu, kot je v resnici. Ker ravno ta notranji otrok seveda močno vpliva na čustva, ker čustva, ki jih ima odrasla oseba pa otrok, so lahko zelo različna in pri otroku dojemamo, da je to tako čustvo recimo normalno, pri odraslem bi pa ga že čuden gledali, če bi se vedel tako in bi rekli, da si pač otroči ali pa da si zresen, da se poglej se v ogledalo, koliko si star in podobno. Hkrati pa seveda si ne moreš pomagati, ker je to v tebi, si tega navajen in ko to prihaja iz tebe ven in vpliva na tebe, niti ne veš, da vpliva, drugi lahko to vidijo, čeprav večinoma se potem obdamo z ljudmi, ki so na to navajeni ali pa to potrebujejo, tako vedenje, ker jim ustreza, ne glede na to, ali se tega zavede ali ne. Ampak in potem seveda ustvarimo tako okolje, ker se vedenje ponavlja in s tem, ko se ponavlja, se preteklost predstavlja v prihodnost. Čeprav seveda pa to pol za sabo potegne težave na telesni, psihični ali pa vedenjski ravni. In seveda telo pa to pokaže dosti prej in recimo nekdo vam lahko reče, da je malo nervozen, vi pa če bi vedeli, kaj gledati ali pa če bi imeli dober stik z lastnim telesom, bi začutili, da njegovo telo drži na tak način, da je zelo nervozen ali pa da ta malo sem nervozen je tako zelo splošen, splošna določba, iz katere ne moremo razbrati, kaj pa ga dela nervoznega, ali ga je strah, ali je žalosten, ali je jezen, ali je razočaran. Seveda nekdo, ki je pa bolj v stiku s svojim telesom kot on ali ona, pa lahko v njegovi telesni drži, barvi glasu, dihanju prepozna določena čustva, ki jih on sam ne. Ampak seveda, če hoče biti tak, mora imeti določeno mišično zakrčenost, in kar pa seveda potem predvsem in najprej vpliva na njegovo dihanje. Seveda pri tem pa ne gre samo za to, da tak človek težko diha, ampak gre za to, kot sem že povedal, da v njem diha star način preživetja in tisto, česar ni smel čutiti kot otrok, danes diha kot odrasla oseba in ravno zaradi tega je dihanje en najbolj iskrenih pokazateljev tega, koliko in kakšno preteklost imamo še vedno aktivno v sebi, v sedanjosti. Notranji otrok se recimo ne pokaže samo v tem, da čutimo tesnobo, jok, da imamo močne čustvene izbruhe, ampak se pokaže tudi v glasu, v odnosih in napeto telo vodi v ujet govor, trši glas, hitrejši govor, več besed, več razlage, manj stika in seveda pa včasih taka oseba preveč govori, včasih utihne takrat, ko bi mogel kaj povedati, ali pa se začne braniti, pa prepričevati, ali pa se umakne v hladen odnos, ali pa je pretirano sili v določen odnos in to so vse različni obrazi, lahko rečemo, tem istega problema, ker tega notranjega otroka seveda ne opazimo samo po tem, kako čutimo, ampak tudi po tem, kako govorimo, kako razlagamo in kako se branimo in seveda tukaj potem je tudi glavni razlog, zakaj človek sam to težko opazi, ker mu je ta način normalen. Misli, da je to kratko dihanje, da je normalno, da je napet trebuh normalen, da je zadržan glas normalen. Zato seveda se pravi, ko jo ne začnemo pri analizi zgodbe, ampak pri tem, da oseba začne bolj zaznavati sebe, ker dokler se ne čuti, potem ostaja ujet v star avtomatizem, ker avtomatizem ne moremo spremeniti, če ga ne prepoznamo in potem je pa seveda tudi pomembno, da tukaj ne iščemo krivde ali pa si jo ne dodelimo ali jo pa dodelimo nekom drugem, da smo taki, ker v resnici ne gre za to, da je nekaj narobe, ampak za to, da smo pač včasih morali ali pa v preteklosti morali razviti vzorec, ki je bil smiseln za preživetje, danes pa nas omejuje pri življenju in tukaj je pa ključnega pomena notranja varnost, ki je pa seveda posledica nižje SMA pa SMZ in višje čustvene zrelosti, ki nam omogoča notranja varnost, da telo zniža pripravljenost iz one, na katero je navajen odprej, v novo, nižjo, ker bolj začutimo, da smo odrasli, da imamo odraslo telo,
seveda se počutimo tudi bolj varni, ker smo močnejši, ker smo bolj izkušeni, ker smo višji, imamo večjo tudi težo kot otrok in takrat lažje izdihnemo, lažje vdihnemo, dih se malo razširi, gib postane malo mehkejši, ker smo malo bolj varni, trebuh ne držimo več tako in ne gledamo stvari tako na ozko, začnemo zaradi tega, ker se počutimo bolj varno gledati, bolj na umirjeno in bolj na široko in potem lažje tudi seveda razumemo, hkrati pa razumevanje ni dovolj, ker pogosto poskušajo ali pa stranke pridejo, da bi jim nekaj razložil in so prepričani, da če bojo razumele, da bodo potem tudi lahko uredile, ampak v resnici brez spremembe odnosa telo-zavest, zavest-telo, samo razumevanje pomaga kratkoročno, dolgoročno pa ne, ampak bolj ko čuti, kako diha, pa kako se vpliva na njegovo dihanje, bolj povečuje vpliv telesa na zavest in bolj dojema, da ni več v istem telesu in v enem istem svetu kot nekoč. Ker takrat ravno potem lahko bolj opazi, ko se mu aktivira notranji otrok, ker takrat ne razvije samo čustveno reakcijo, ampak razvije najprej telesni odgovor, potem spremeni dih, potem pa začuti, da se mu hoče stik s sabo zmanjševati in bolj ko pravočasno to prepozna, bolj verjame temu, kar čuti v telesu. Če pa tega ne prepozna, pa poskuša verjeti določeni razlagi, sploh taki, ki mu ustreza, da se mu ni treba spremeniti ali pa da je odgovorno za to, da je tak prelož na nekoga drugega. In ga začne potem vedno bolj motiti ali partner, ali otrok, ali delo, ali neka situacija. Dejansko je pa ta odnos že v njem aktiviran prej in to je zelo pomembna razlika, ker eno je povod, drugo je pa vzorec in povod pride seveda od zunaj, običajno v obliki stresorja, vzorec je pa že v nas in ko začnemo to razlikovati, bolj postajamo zreli, manj reaktivni, ne zato, ker bi manj čutili, ker v bistvu čutimo več, zaradi nižje SMA pa SMZ zaradi vaj, ampak dejansko zato, ker prej opazimo, kaj se v nas dojame in bolj ko to razumemo, bolj se pol odpira vprašanje, kako pa naj to spremenim. Notranjega otroka AEQ ne spreminja z močjo prisile ali pa samo z voljo, spreminjamo ga s tem, da si govorimo, bod bolj miren, bod bolj odrasel, bod bolj sproščen, ampak se spreminjamo s tem, ker se bolj zaznavamo in bolj ko se zaznavamo, lažje doziramo, lažje ponavljamo kreativno, se pravi, da ponovimo, ampak ne enako kot prej, ampak malo drugače. In s tem dobimo ritmično spremembo dihanja, spremembo odnosa, zmanjšamo pretiravanja, odpravljamo tisto, česar imamo premalo in seveda pride do te spremembe. In za konec je pa dejansko še mogoče to, da notranji otrok kot tak ni problem, zato ker obstaja, ker vsak ima v sebi neko vrsto notranjega otroka. Problem nastane iz AEQ pogleda takrat, ko odrasla oseba ne ve, da njegovo telo še vedno deluje in diha po otroškem programu in ko to vidi, to začne ločevati, kaj je sedanjost, kaj je preteklost na telesni ravni in s tem se začne notranji otrok spreminjati, odraščati, kar pomeni, da ga ne zbrišemo, ampak da ga v bistvu dojamemo, kakšen je, kje je in zakaj je tam, ter potem s celostnim dvigom telesne in čustvene zrelosti začnemo otroka počasi voditi v najstništvo in v odraslo dobo, ker s tem v bistvu dojamemo to, da smo lahko celostno odrasli, brez da imamo v sebi en del, ki se pa tej odraslosti upira, ker je enostavno otročji ali pa recimo notranji otrok. Način, kako notranjega otroka opazimo in urejamo, je tudi z branjem in uporabo knjig AEQ somatike. In danes v kontekstu tega, kar sem že do zdaj povedal, bi vam predstavil 2 knjige, ki to pomagata urediti. Prva knjiga je AEQ basni za odrasle.
In ta knjiga vam dejansko ne vsili neko analizo, ne gre naravnost v vas z razlago, ampak logično, glede na to, kar sem prej razlagal, vas vodi v večje razumevanje skozi telo, skozi simbole, ki so v knjigi, skozi zgodbe in občutek. In ravno basni so tiste, ki zelo močno nagovorijo notranjega otroka, ker jih ta notranji otrok bolj razume kot odrasla zunanjost. In potem mnogi bralci so presenečeni, kako so se odzvali na vsebino basni, in dejansko so presenečeni na tem, kako se je na vsebino basni odzval njihov notranji otrok. In basnih pišem o tistem delu bralca, ki je moral v preteklosti preživeti s tem, da je pobegnil od sebe ali pa od drugih, da je šel v iluzijo, da se je zaprl v molk. In ta knjiga vam dejansko pomaga, da se svojem notranjem otroku ali pa tudi partnerjevem ali pa notranjem otroku svojega odraslega otroka, ki je tudi zelo pogost problem, približate bolj postopno, varno in brez, da greste v pretiravanje, ker otrok se pretiravanja dejansko boji in pobegne pred njim. In tako vam knjiga pomaga bolj razumeti, kaj se je zgodilo, in tudi pomaga, da začutite, kako se to, kar se je zgodilo včasih, še danes v vas, v vašem dihanju, v vašem telesu, in da vam skozi zgodbe, ki so v bistvu nelogične zgodbe, razlago, kak je otroški pogled na to, kar berete, in kak je odrasel pogled, in potem lahko primerjate enega in drugega in tudi seveda vidite, kako notranji otrok vpliva na vas, kar pa seveda vodi v višjo celostno zrelost. Druga knjiga je pa knjiga, ki je usmerjena bolj v somatsko prakso, knjiga AEQ somatike, pot iz kroničnih bolečin, ki pa vam skozi preplet teorije in praktičnih opisov AEQ somatskih vaj pokaže, da ta vaš star program, čustveni program, ni shranjen samo v zgodbi, ki jo mogoče poznate, ampak da imate ta program v telesu, ki ga običajno ne poznamo, in skozi razumevanje, zakaj pride do SMA in kako s vajami, ki so del knjige, to zmanjšujete, znižujete telesno napetost, znižujete mišičen tonus in seveda postopoma se povezujete in vračate vpliv nase. In basni vam pomagajo slišati notranjega otroka, pot iz kroničnih bolečin pa vam pomaga razumeti v praksi, kako ta notranji otrok še vedno drži vaše telo v mišični napetosti. In vam pokaže, kako se je recimo nemoč iz otroštva spremenila v kronično napeto telo, v spremenjeno dihanje, slabši stik s telesom, v bolečine, težave v regulaciji čustev. In ta knjiga da bralcu zemljevid, kako se ta star vzorec usede v njegove mišice, gibanje, držo, dihanje in kako to postopoma z več razumevanja in vpliva skozi vaje AEQ somatike začnemo spreminjati zaznavo in vpliv, ter na tak način postajamo bolj mehki, in v tej mehkobi smo lažje spontani in lažje prepoznamo, kje je notranji otrok, kdaj se oglaša, na kakšen način, kje nam to koristi, kje nam škodi in kakšen je dolgoročen vpliv tega, kakšni smo na nas, in bolj, ko to razumemo, lažje to začnemo spreminjati in se seveda potem tudi notranji otrok začne integrirati v celostnost in postajamo vedno bolj enako stari, tako znotraj kot zunaj. Hvala lepa.